tole zdaj pa po zasluženem delovnem dnevu, kavica na našem letnem vrtu pod strehco. Roman, naš kuhar, pa naš današnji gost Lojze. Prvo, Roman, tebe vprašala, spet smo ti zrihtali enega kuharskega mojstra. Kako je bilo delati danes z njim, sicer so bila toliko zaposlena, da niste bili veliko, pa vendar, če podeliš. Simona, prvi se moram zahvaliti, ker mi z dobre kuharje, dobre sodelavce rihtali. To ti moram sploh nikaj, ne. Tako da ja, moram reči, da Lojze super, no, tako smo se ujela, tudi za samo delilno punto se je zelo izkazal in moram reči, da nimam kaj reči. Lahko še pridem? Seveda, jaz zdaj takole pričakujem, vsaj 2-3 na teden. Vikende imamo zaprto, tako da... Ja, super, ti smo lahko druge. Ja, vikendi si pa lahko, Fred, boš pa doma delal. Mogoče tudi ti, Lojze, si pa prvič med prostovoljci, no razen naš Roman, ki ima veliko izkušenj v gostinstvu, pa profesionalni so ostali, so pa bolj tako po srcu, po duši ali čisto naturčki, mogoče se čutil, da je drugače s takimi sodelavci delati. Jaz mislim, da tukaj ne odločuje šola, ampak pristnost, domačnost in pa tisto gostoljubje ljudi. Vsi en drugom pomagajo, vsi so taki dobrovoljčki in če prideš v tako ekipo delati, je res v zadovoljstvo, z veseljem delaš, lep dan je. Dan je minil tako hiter, da sploh ne moreš verjeti, da je že odhaja. Tako da jaz res upam, da so tudi gosti bili zadovoljni s tistim, kar sem popravil. Malo sem poklepetal, malo sem jih pocrklal, malo sem prišel med njih, kakšno uslugo vmes narediš in to se mi zdi bistveno, no, in zame zelo lep občutek, če pa za vaše goste in pa tudi za vas, če ste bili zadovoljni, potem pa mislim, da smo vsi na isti strani in da lepšega pač ni. Roman, sam še to vprašanje, danes je Lojze zbral ajmoh s svinjskim mesom, pa šumažem ljubenci. Zdaj jaz od gostov in tudi sama sem izkušala tvoje jedi so super, prav okusne, domače, ne preveč začinjene, masne, res tisto prav okus po še. A si poskusil današnji ajmoh? Ja, še vedno si pa poskusil. To je prvo, ki Lojze pač ajmoh naredil, sem ga probal in res super. Smo si kar nekako skupaj za okusi. Smo si kar skupaj za okusi. Jaz mislim, da ja, no. Jaz sem tak še stare šole kot kuhar, ne. In vedno sem pristaš tega in vedno rečem, da kuhar se mora naučiti najprej delati enolončnice, ker tam se naučiš osnovnih postopkov, vidiš, katera zelenjava spada kateremu meso, katere začimbe pridejo zraven v enolončnico, kaj se opada zraven. In šele potem se lahko tudi naučiš kuhinje naprej. In to te pripelje tudi do te mere, da lahko tudi sam eksperimentiraš in pa seveda tudi sam začneš kombinirati okuse, koliko imaš eno lepo osnovo. No, to je bilo. Zdaj lahko zaključimo tale naš kratek prispevek z rezultatom 1:1, namreč daj dobro jutro. Si pa ti pohvalil našega Romana in si bil res prav odličen okus. Mi je zelo všeč, predvsem zasekala tiste štruke, ko so bili. Ne, je bilo fenomenalno, prvo kot prvo, ni to bo, jaz moram reči skono. Roman ima ogromno izkušenj, več kot jaz. Jaz mogoče prihajam z neke druge strukture ven, ampak v osnovi, v srcu sem še vedno ljudski kuhar in rad bi tudi potem bil znan. Tudi v moji gostilni kuhamo domačo, pristno, slovensko hrano. Dejansko, če bi se izrazil čisto po domače, tisto, kar bi jaz jedel, to odstrežem gosta. Tako je, bravo. Hvala, obema hvala. Hvala tudi za povabilo, pa jaz upam, da se bomo še kdaj videli. Seveda, Lojze.